jutro. Ja. Zdaj pa nekdo iz teh posnetkov še reče, da Finska ni lepa. Da je dolgočasna. Ja, ne more. Kaj bomo pa danes videli? Zdaj se bomo ustavili najprej pri sami parlamentu. Zdaj smo si ogledali že unga na Norveškem, tako da zdaj še tega na Finskem pogledala. Unga v Rusiji bomo verjetno spustili, to bo še videla. Pa gremo pa še na en hrib za finske standarde hrib, pa naprej proti naslednjemu prenočišču. Ta hrib je nad največjim finskim jezerom Inari, tako da naj bi bil lep razgled. Bomo videli. Ja. No, jaz zdaj tle ležim na tleh, Nastja pa zelo nizko na kavču. Zakaj vas najbrž zanima? Ker zunaj sva naštimala fotoaparat, da slika auroro, na 10 sekund, 20 minut bo slikal. Midva sva šla pa not na toplo. Tako da ja, zdaj mora biti pa nizka, da ne delava senc na oknih od kemperja, ker je tudi kemper na posnetku. Sva si pa že eno auroro danes ogledala, tako da sva rekla, da bo to zdaj preskočila za voljo posnetka. Ja. Upajmo, da bo v redu posnetek. Ja. Dobro jutro. Ja. Evo, tukaj smo spali včeraj. Danes. Samo, da smo bili sami. Zdaj pa je že veliko ljudi. No ja, zdaj smo se že oblikali, ker to je izhodišče enega hribčka. Ja, hribček je res. Za finske razmere je hrib. Ja, 7 kilometrov. Tako da ja, zdaj smo že začeli hoditi. Včeraj pa, kakor ste videli, so nama malo oblaki nagajali. Ampak so vsem kar hudi posnetki po moje. A boš še ti kaj povedal? Da moraš nov še svoje opraviti, zato me tle malo naokrog vleče. Ja, šnof kakat. Tako da ja, no, par posnetkov bo še. Ja. Hajka. Mi se peljamo zdaj naprej po tej cesti, ki je kar luknasta pa taka zoprna, tako da gre kar počas. Včeraj je Nastja tle vozila, danes imam jaz to nalogo, mislim, da je vse skupaj 10 km tazga. Drugače je bil pa tale hrib nam kar všeč, res je bilo lepo, lepi razgledi in ves čas po gozdu, tako da res je bilo fajn, priporočava. Dobro jutro. Danes je nov sončen dan, tako da ga bomo spet izkoristili za en nižji hribček, mislim, da je 500 višinske. Tam gor. Tamle gor, ja. 2 uri hoje, 7 km, tako da ne bo preveč zahtevno, bo pa fajn. Sploh za šnovko, pa tudi nama bo kar sedeljno. Sva pa včeraj spustila auroro spet videla. Ja, tako da peta aurora. Malo kar srečo bi se lahko rekla. Tako da zdaj pa greva na hrib.
gor, je bil kar tako moren, ampak smo preživeli, tale razgled je bil ful lep dol. Ja, glih smo še ujeli sonce, no. Potem, ko smo mi dol prišli, se je že malo zablačil, tako da smo imeli kar srečo, malo smo še borovnico vmes pojedali, tako da je bilo kar fajn. Ja. Je pa na vrhu en radar za vremenski radar, ki deluje, kjer je gor pisalo, kako deluje in deluje tako, da dajo mikrovalove, ki se odbijajo od dežnih kapelc in glede na to, koliko hitro dobi nazaj signal radar, pove, koliko je oddaljeno deževje, koliko je pa močen signal, pa pove, koliko je močno deževje. Ko dobi več različnih pozicij, lahko tudi zračunajo, kam se fronta premika in s kakšno hitrostjo. Drugače pa še ena ful zanimivost, da ta radar v bistvu, ko je snop teh mikrovalov horizontalno poslan, je po 200 km že nekje zaradi ukrivljenosti Zemlje že nekje 2 do 3 km nad površjem in zaradi tega ne more več določiti precizno koliko pač deževja, zaradi tega, ker se lahko dežne kapelce na nižji višini že posušijo ali pa okrepijo, tako da ni več natančna napoved. Kar se pa snega tiče, pa sploh ne morejo določiti na taki razdalji, ker se sneg na nižjih višinah nastaja, tako da zato so radarji največ 200 km narazen. Tako da, to sva se danes naučila. Ja, vsak dan nekaj novega. To je to za danes. Se vidimo v naslednjem vlogu.